Pozdravljeni! Za nami je napet in zanimiv teden, pa poglejmo si skupaj, katere so bile tiste glavne novice in kak komentar so si zaslužile. Danes bomo skupaj obdelali kar 5 različnih sklopov. In bližnjice do vseh originalov bodo kot ponavadi v opisu, kolikor koga zanima, kaj je pisalo v tistem primarnem viru. A da ne bomo izgubljali časa, pojdimo kar k prvemu sklopu, kateri je, a po svoje tudi ni presenečenje. Danes, 8. julija, je prišla na dan uradna novica s strani tovarniške ekipe Renault, da bo v naslednji sezoni za njih ponovno že tretjič dirkal Fernando Alonso. In seveda to ni nikakršno presenečenje. Že včeraj, 7. julija, smo brali o tem, da je bilo že vse podpisano in da manjka samo uradna potrditev. A tisti, ki malce bolj natančno spremljate dogodke okrog Formule 1, ste mogoče zasledili najmanj 4. julija, da je na portalu Grand Prix Abiteboul priznal pogovore s Fernandom Alonsom. In na to smo videli množico člankov, kateri so povzemali take in drugačne govorice. Naprimer ta, da Fernando Alonso ne bo zamenjal Daniela Ricciarda v sezoni 2020, govorim, in seveda, da se pri Renaultu pogovarjajo z raznimi velikimi imeni. In Fernando Alonso je eno izmed velikih imen Formule 1. Torej, ta novica, da se bo Fernando Alonso vrnil v Renault, je in ni presenečenje. A sam menim, da je vrnitev Fernanda Alonsa v Formulo 1 pozitivna. Nihče mu ne odreka fantastičnega talenta, tako naprimer pri zaviranju oziroma obvladovanju samega bolida. Fernando Alonso poleg tega je vešč komuniciranja s svojo publiko in med navdušenci Formule 1 ima veliko število navijačev, kar tudi ne smemo zanemariti. A moramo biti iskreni, v sezoni 2021 bo Fernando Alonso imel 40 let. Za primerjavo, ko se je Michael Schumacher vrnil v Formulo 1, takrat v novo nastalo ekipo Mercedes, jih je imel 41. In to ne pomeni nič. Zavedati se moramo enega dejstva, kar sem videl na izjemno simpatičnem tweetu. V zadnjih 834 dirkah je samo enkrat zmagal voznik, kateri je bil starejši od 40 let, in to je bil Nigel Mansell leta 1994. In seveda Damon Hill je tudi priznal to zmago in povedal, zakaj jo je Nigel dosegel. A vseeno ne pravim, da je Fernando Alonso prestar za Formulo 1, a rad bi poudaril nekaj. Mnogi trdijo, da je Lewis Hamilton na koncu svoje kariere, kajti njemu leta tečejo, a bistveno je mlajši od Fernanda Alonsa. In v Formuli 1 je po mojem mnenju treba imeti enake kriterije za vse. In tu prihaja na dan še eno razmišljanje. Fernando Alonso se trudi osvojiti tisto krono, trojno krono motošporta, to se pravi zmago v Monaku, zmago na 24 ur Le Mana, kateri je že dosegel, zmago na 500 mil Indianapolisa. Poleg tega se je preizkušil še v Dakarju. A ko se je ponudila prava priložnost, se je zopet vrnil v Formulo 1. Torej je vsakomur jasno, katera kategorija motošporta je najpomembnejša. Čeprav nekateri pravijo, ja, Formula 1, kdo pa to sploh gleda? Če je bilo prvo veliko ime, katerega sem omenil, Fernando Alonso, je drugo veliko ime, katero nas zanima, Sebastian Vettel. Zanimiva je tista novica iz 4. julija. Namreč FIA ga je opozorila, naj nosi masko, ko se srečuje s člani drugih ekip. Ulovili so ga, ko je brez osebne zaščitne opreme komuniciral s Christianom Hornerjem in tudi on ni imel maske, da smo točni. A razen teh pravil o COVID-19 nam ta novica
potrjuje, da Sebastian Vettel je v pogovorih z Red Bullom. In tista novica z 5. julija 2020 je tudi zanimiva, namreč kritizira odprto Ferrari in to na tisti uradni strani f1.com. Namreč povedal je, da je zadovoljen, da na veliki nagradi Avstrije se je zavrtel le enkrat. In se kdaj? Mnogi boste lahko rekli, Sebastian Vettel se zmeraj in samo vrti, a jaz ga ne bi stavil tako v nič kot ponavadi. Govori o tem, da pri skuderiji Ferrari zgleda, da niso šli v pravo pot oziroma da so ga odrinili malce na stranski tir. In zanimiva je tudi tista novica, kjer Sebastian Vettel nekako postavi na laž. Binotto namreč povedal je, da strani skuderije Ferrari nikoli ni dobil nobene ponudbe. Sporočili so mu le, da sodelovanje zaključujejo. Tista novica, katera je pa najbolj zanimiva v tem sklopu, je tista datirana 7. julija. Max Verstappen nima nič proti, da bi bil Sebastian Vettel njegov moštveni kolega v Red Bullu. In tu je treba poudariti nekaj. Namreč pri ekipi Red Bull rabijo nekega učinkovitega drugega voznika, ukolikor želijo osvojiti naslov svetovnega prvaka med vozniki in tudi med konstruktorji. Govoril sem že o vlogi drugega voznika v mnogih prispevkih, kogar zanima, do bližnjico do nekaterih oziroma do glavnih seveda v opisu. A pojdimo naprej z našimi temami. V tretjem sklopu se bom malce obregnil ob izjavo, katero je dal Mattia Binotto. Namreč povedal je, da skuderija Ferrari bo vztrajala ob tistem dogovoru o molčečnosti med njimi, skuderijo Ferrari in FIO o pogonskem sklopu. Namreč mnoge, tudi mene zanima, kaj so dobili tako spornega pri njih. A tu Mattia Binotto navaja dva argumenta, zakaj bo stvar ostala skrivnost. Prvi je ta, da naj bi šlo za intelektualno lastnino skuderije Ferrari. In tu se meni poraja eno vprašanje, kakšno intelektualno lastnino, če jo ne morejo na primer zaščititi s kakim patentom? Kaj so naredili takega, da mora ostati skrivnostno in bog ne daj, da drugi vidijo? In seveda druga točka, katera je še bolj sumljiva. Mattia Binotto pravi, da pri FII niso ugotovili nobene očitne kršitve pravilnika in zato ni sledila nobena diskvalifikacija. Sedaj tu o tistem očitnem se lahko pogovarjamo, ampak meni vse skupaj je malce sumljivo. Sumljivo, da tisto, kar so dobili pri pogonskem sklopu Ferrarija, res ni dajalo kake prevelike prednosti. Lahko je šlo za kako malenkost, a iz vse zgodbe so naredili kar velik kraval in dvignili ogromno prahu. Res, videli smo slabšo formo pri skuderiji Ferrari, a povedal sem, da napaka je lahko tudi na šasiji. To seveda se nanaša na prejšnje prispevke. A pojdimo raje naprej. V komentarju dirke za veliko nagrado Avstrije sem podal osebno zgražanje nad tem, da so komisarji na tej dirki praktično spremenili svojo odločitev tik pred začetkom dirke. A da si bomo na jasnem, nič nimam proti temu, da se je Red Bull pritožil na njihovo odločitev glede rumenih zastav in kvalifikacij Lewisa Hamiltona. Imam pa kar nekaj za reči okrog njihove prve odločitve in tempizma in časovnice, kako so vse skupaj speljali. A na spletni strani motosport.com, datum 7. julij, vidimo članek, ki obdeluje to temo. In Michael Masi je podal kar nekaj zanimivih izjav. Prvič to, da komisarji niso videli vseh razpoložljivih posnetkov. In sam se sprašujem, kaj so torej počeli? Je to v njihovi navadi, da ne pogledajo vseh razpoložljivih posnetkov? Namreč mnogokrat smo bili prepričani v nasprotno. Oni naj bi imeli več posnetkov, kot jih imamo na razpolago mi, navadni navdušenci Formule 1. Spomnimo se tiste zgodbe o tem, kako niso bili prepričani, če je Sebastian Vettel peljal čez rob proge.
A pustimo sedaj to. Meni je bilo sporno, da manj kot 45 minut pred začetkom dirke spremenijo štartni razpored. In najbolj sporno se mi je zdelo to, da so ekipe zvedele za odločitev, preden je šel uradni dokument. Michael Masi pravi, da so bili malce nerodni, a konec koncev niso naredili nobeno škodo, kajti za las so popravili vse napake, katere so naredili. In seveda, če je njemu tako obnašanje sprejemljivo, mene kot navdušencu Formule 1 ni. Iz času Charlieja Whitinga sem sam navajen na višje standarde in Michael Masi me ne bo prepričal, da je tako prav, ker niso naredili škode. Mogoče jo pobojo naslednjič in kaj bo tedaj rekel? No, bomo videli. Zaenkrat mislim, da komaj zadostna ocena za komisarje. Na koncu pa še dve novički, kateri se dotikata prihajajoče velike nagrade Štajerske. Na prvem prostem treningu bomo videli vsaj dva rezervna voznika, katera bosta dobila priložnost. Pri Alfa Romeo Racing bo to Robert Kubica, sedež bo dobil na mesto Antonija Giovinazzija. Pri Williamsu pa James Aitken, ta bo dobil sedež Georgea Russella. Seveda samo za prvi prosti trening, da ne bo pomote. In če se mnogi sprašujete, zakaj te malce slabše ekipe dajo sedaj na začetku sezone priložnost testnim voznikom, naj vam zadevo razložim malce drugače. Vemo, velika nagrada Štajerske bo le teden za veliko nagrado Avstrije na isti progi. Zbrali so verjetno dovolj podatkov in raje dajo sedaj možnost tem rezervnim razvojnim voznikom, kot na kaki drugi, malce bolj neznani progi. Zavedati se moramo, da te vozniki posredno ali neposredno prispevajo kar nekaj v blagajno posamične ekipe, zato da dobijo priložnost na prostih treningih. In te ekipe so izkoristile to možnost. Toliko na kratko o tem, kar se je zgodilo v preteklem tednu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.